Lepo pozdravljeni in znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden s režisorom, znova pa ne, prvič dobrodošli v seriji oddaj, ki jim bom jaz rekla kar elitne oddaje. Namenjene so vam, namenjene so temu, da gremo vase, da poiščemo nekaj lepega, da nas malo inspirirajo, da nas malo motivirajo, da nam malo polepšajo dan, torej brez dolgih uvodov, brez neke teorije, brez razlaganja, kako vse je za nekaj dobro, samo malo še počakaj. Pejmo na eno malo lepše potovanje. Ste za? Pejmo. Torej, zaprimo očke, pa se udobno namestimo. Se pravi, če imate zraven kokice, vas bodo počakale. Pa pejmo v en lep spomin. V trenutek, ko ste bili nafrišno zaljubljeni. Pejmo v en smešen, frišno zatrapan spominček, mogoče, ko smo bili še najstniki, ko še nismo čisto dobro vedeli, zakaj se je šlo. Mogoče se pač zadeve s to osebo niso dobro razpletle, nič hudega, tega zdaj ne potrebujemo. Zdaj le gremo samo v tiste lepe trenutke, ko smo bili nervozni, pa živčni, pa ko smo kakšno traparijo rekli, ko je bilo vse lepo na tem svetu. Prikličimo si en tak spomin v misli. In kar potopimo se v te občutke, kako je bilo lepo, kako mogoče je bilo razburljivo. Kar plavajte po temu, naj vas ne zanima, kdo zraven vas sedi, po kaj je še treba v trgovino, česa še niste naredili, kako dolgo bo to trajalo. Samo plavajte v teh občutkih, ki so lepi. In skupni imenovalec teh čustev, teh občutkov, teh spominov, je, da v tistem trenutku naš ni deloval na polno. Se pravi, vse te grde misli, da nismo dovolj dobri, kaj smo naredili narobe, se nekako umirijo. Tudi naša kritična plat se nekako umiri. Zato si včasih potem rečemo, pa kaj sem videl na tem človeku. Vam bom povedala kaj. Ljubezen do sebe. Če smo zelo iskreni v trenutkih, ko smo nafrišno zaljubljeni, saj se ukvarjamo s tem, katera srajca nam paše, katero obleko bomo oblekali, a se vidi naš celulit, koliko imamo gubic in tako naprej. Ja, seveda. Ampak naš je mnogo bolj umirjen, kot je bil. Mnogo bolj smo osredotočeni samo na eno stvar. In zdaj bomo ta občutek osredotočenosti pritegnili nazaj k sebi in se bomo osredotočili na sebe. Kako bi izgledalo, če bi bili malo nafrišno zaljubljeni kar sami vase? Ko bi bili vi tista najbolj posebna oseba na tem svetu? Ko bi bili vi tisti najbolj specialni? Vi tisti, ki določate, kako se bo dan obrnil? Vi tisti, za kogar je pomembno, kakšna barva je vaša najljubša? Katera jed je vaša najljubša, katero glasbo radi poslušate, kateri filmi so vaši najljubši. Ko smo nafrišno zaljubljeni, nas vse to zanima o drugi osebi. Zdaj pa to mene zanima za vas. V tem trenutku, katera barva je vaša najljubša? V tem trenutku, katere hrane bi se vam zahotelo? Kater film bi si pogledali? Česa bi si zaželeli v tem trenutku za sebe? In kako lahko vi sami sebi, z nečim drobnim, lepim, poveste, da ste posebni? Poveste vi sami sebi, da ste ljubezen. Kajti to ste, dragi moji. Prav nič drugega kot luč in ljubezen niste. Ste naredili kaj narobe? O moj Bog, pa mi vsi. Boste še kdaj naredili kaj narobe? O, pa seveda. Ali je življenje posuto s cvetjem? Zelo redko kdaj, če sploh kdaj. Ali vas čakajo še kakšni slabi dnevi? Po vsej verjetnosti. Ampak a veste, kaj je skupni imenovalec vsega najboljšega, vsega najslabšega in vsega vmes? Vi. Vi ste skupni imenovalec svojega celotnega življenja. In v prav vsakem trenutku tega življenja ste posebni, zato ker ste točno takšni potrebni. Niste napaka, nič
prav nič povezanega z vami ni napaka. Ste kdaj naredili napako? Verjetno res. A veste, ko tudi pri vzgoju otrok poudarjamo, razložiti otroku, da je bilo dejanje napačno, da je bilo dejanje slabo, ne otrok. Ampak velika večina nas ni bila tako vzgajana. Velika večina nas je poslušala, kako smo grdi, kako smo slabi, kako je zdaj babica žalostna, dedek mraz nam ne bo prinesel daril. In poglejte, kako zelo smo potem hitro oblikovali neke vzorce in načine funkcioniranja sami s seboj, ker nismo pridni, ker nismo dobri, ker nismo lepi, ker nismo mladi, ker nismo uspešni, ker nismo bogati, ker nismo dobro skuhali goveje juhe, ker nas je soseda grdo pogledala, ker nas tašča ne mara, ker Bog si ga vede, zakaj tam veter piha v Afganistanu. Zdaj nam dedek mraz ne bo prinesel daril, kar pomeni, da si sami ne dovolimo sprejemati. Zaslužite si vse dobro tega sveta. Zaslužite si tudi zdravljenje, razumevanje, sočutje, lepoto življenja in lepoto vas. Kajti le tako lahko tudi vi predajate naprej lepoto vas. Če posadimo sadiko v kamenje, bo le težko zrasla. Če jo posadimo v rodovitno zemljo, jo gnojimo, ima veliko sončka, veliko vlage, za vetrje, je ne napadejo vrane, se bo razvila v bujno rastlino. In vse te videe in vse te primere verjamem, da ste že videli na YouTubeu, na Instagramu, na socialnih omrežjih. Zdajle pa želim, da me resnično slišite. Da me slišite in da se vas dotakne, kar govorim. Ne glede na vse slabe prejšnje izkušnje, odločitve, izbire, ne glede na vse, na kar niste ponosni, ne glede na vse, kar bi najraje potisnili pod preprogo, ste ljubezen in ste posebni. In vsak poseben človek na temu svetu ima svoj doprinos temu svetu. Zato ste tudi vi doprinos. Ne glede na vse, kar vas moti na sebi, ne glede na vse, kar druge moti na sebi, vas, na njih. Želim si, da bi se videli preko oči tistih, ki vas imajo najraje in ki vas občudujejo. In tudi tu včasih pridemo do težave, kajti naši starši naj bi nas imeli brezpogojno radi, na polno radi, na ful. Pa so nas verjetno velikokrat kritizirali, pa so nam velikokrat povedali, da kar počnemo ni dobro, pa so nam mogoče dali občutek, da ne verjamejo v nas. Nas niso podpirali na način, kot bi mi potrebovali podporo. Naj to ne bo vaša definicija ljubezni. Imejte sebi radi tako, kot bi vas imel rad vaš največji oboževalec. Ko pogledamo fanatične oboževalke in oboževalce, pevcev, igralcev, slavnih oseb, kar malo spregledajo njihove slabše lastnosti, je tako. Pa oblačijo se tako kot oni, govorijo tako kot oni, kar naenkrat jim je všeč ista glasba kot njim, nekako posnemajo njihove vrednote, vse tisto, kar v njih vejo, začnejo se oblačiti in jih posnemati v obnašanju. Torej, kaj če bi vi bili vaš največji oboževalec, v smislu, kot da ste vi največji, najboljši igralec, pevka, slavna oseba na tem svetu? Kaj če bi se začeli vi oblačiti točno tako, kot vi se dobro počutite, kar vi reprezentirate? Kaj če bi bili vi in bi to oboževali? Ko se oblečete in si rečete, Madonna, kako dobro v tem izgledam. Pa saj ni važen kilca gor ali pa dol, pa saj ni važen, kje kam kaj visi. Jaz se dobro počutim v temu. Kaj če bi bili vi največji oboževalec vas samih in bi oboževali točno to, kar imate radi in bi to izživeli na polno? Ne po modnih smernicah, ne po temu, kar od nas zahtevajo mediji, ampak vi. Kako bi pravzaprav vi izgledali, če bi bili vi brez predsodkov, brez obsojanj, brez kritik drugih in če bi to naravnost oboževali? Kako bi izgledalo življenje, če bi bilo skreirano tako, kot si vi želite? Gremo še enkrat zapreti očke. Najboljši dan na svetu se bo zdajle začel. Zbudite se in mi povejte, kje ste? Ali zunaj pada dežek in slišite kapljice?
Ali so zunaj ravnokar vam pokukali prvi sončni žarki? Morda sneži? Morda ste sredi viharja v puščavi? Kje ste? V kakšnih vremenskih razmerah ste? Ste sredi neke eksotične lokacije? Ste na dopustu? Ali komaj čakate, da se boste končno pognali in počeli tisto, česar si želite? Kako se počutite, oziroma kako bi se počutili, če bi se zjutraj zbudili in bi vedeli, da je to najboljši, ampak res najboljši dan vašega življenja? Kakšen bi bil ta občutek? In kakšen bi bil občutek, ko bi šli po temu daleč najboljšem dnevu zvečer spat? Bi bili pomirjeni, bi bili razburjeni, kaj mislite? Bi težko zaspali, ker bi bili pod vtisi, ker bi jih ponavljali v glavi, bi pozno v noči drugim razlagali, kaj se vam je zgodilo, gledali slike, videe, obujali spomine na nekaj, kar se je ravnokar zgodilo. Ali bi si potopili v sladek spanec s hvaležnostjo v srcu, da je bil najboljši dan ever na svetu, v lifeu. In zdaj bom ob koncu poudarila dve stvari. Še vsi dnevi vašega življenja so pred vami. Prav vsi. Ne glede na to, koliko ste stari. Vsi dnevi vašega življenja vas še čakajo. Dajmo se obnašati, kot da je vsak izmed njih lahko najboljši dan v življenju, kajti v resnici ne vemo, če se nam je že vse the best pa in sploh že zgodilo. Torej, bodimo hvaležni vnaprej za vsak dan. In druga stvar, veste, koliko ljudi se v tem trenutku sooča s kruto vojno, so ujeti in jih bombardirajo in ne bodo doživeli jutrišnjega dne. Koliko ljudi je v bolnici in tudi ne bodo doživeli jutrišnjega dne. Koliko ljudi se že dolgo časa bori z boleznijo in so priklenjeni na posteljo ali v sobo. In kaj bi vsi ti ljudje dali za en najslabši dan vašega življenja? Kaj, če bi se postavili v to perspektivo in bili preprosto hvaležni, da smo na varnem, da smo v tem trenutku na suhem, da smo v redu. Kajti, dragi moji, ne glede na to, kako se počutite, kakšen dan imate za seboj, pred seboj, kakšen life imate za seboj, ste posebni in ste eni in edini na tem svetu in bodite svoj največji oboževalec, takrat, ko ste najbolj high, pa takrat, ko ste najbolj low. Se pravi, v vsakem trenutku. Jaz vam pošiljam en ogromen objem, veliko ljubezni in upam, da se kmalu znova spet vidimo v kakšni elitni oddaji, ki je namenjena vam, kajti vi ste zvezda svojega življenja. Vi ste elita svojega življenja. Vi, kot zvezda svojega življenja, se ne potiskajte v stranske vloge, ampak zažarite, da vas bodo lahko tisti ljudje, ki so vam podobni, ki vas bodo oboževali točno takšni, kot ste, sploh lahko našli. Kako pa ne drugače vedo, kje ste in kje niste, če vas ni. Imejte se radi, imam vas rada in se vidimo naslednji ponedeljek.